Ja, seveda, vsekakor, predvsem tukaj govorimo o probiotikih, ki so izjemno pomembni v samem procesu zdravljenja črevesja. Če imamo recimo težave s kandido, tukaj obvezno govorimo o dodajanju Saccharomyces boulardii. Če pa recimo imamo res težave z debelim črevesjem, je potrebno dodajati zelo velike količine koristnih bakterij, različnih sevov lactobacillusov in bifidus bakterij. Potem, v bistvu, če želimo regenerirati samo črevesje oziroma črevesno sluznico, lahko zaužijemo aloe vero, ki zelo dobro regenerira sluznico, pijemo različne zelenjavne sokove, ker je lahko osnova korenčkov sok, ki se tudi zelo dobro pokazal v sami Gersonovi terapiji, pa mu dodajamo različne začimbe, ki delujejo regenerativno. Tukaj govorimo predvsem o ingverju, o kurkumi. Potem tudi lahko dodajamo vse to, kar je tudi dobro za želodec, je tudi dobro za naše črevesje, so različne začimbice v obliki čajev ali kakšnih zelišč, koromač, janež, potem kakšna tale pelin, recimo izjemno dobro dene. Potem je izjemno pomembno, da se znebimo tudi patogenih organizmov, ki so v našem črevesju, in tukaj nam pomagajo črni oreh, recimo ena taka zadeva, ki je zelo dobra, kumina. Klinčki so ključna stvar, posebej, če imamo recimo težave prav s posebnimi patogenimi organizmi in tako dalje. Seveda tukaj je treba tudi paziti, da zaužijemo zadostno količino mineralov, vitaminov, ker pri tem, ko imamo težave s črevesjem na splošno, ko ni dobra absorpcija ali se hrana ne predela dobro, potem niti ni absorpcije hranilnih snovi v zadostni količini. Velikokrat nam tudi primanjkujejo kakšni vitamini B kompleksa, cink in selen sta ena taka elementa, ki sta ključna v tem primeru, D-vitamin, ponavadi tudi imamo težave s kalcijem, magnezijem, tako da na to je vse treba biti pozoren. Kalček, naravno z okusom.